A to so reševalni psi? Ja, to so pa reševalni psi. Kakšne naloge pa vse opravljajo ti kužki? Se pravi, njihova naloga je poiskati pogrešane osebe. Vse, ki se izgubijo, ali pa recimo, če se znajdejo v nesreči, kot je ruševina, da jih najdejo v ruševinah ali pa v snežnem plazu. Kakšne lastnosti mora imeti kužek, da je lahko reševalni pes? Je fino, da je tak, da ima veliko željo po delu, se pravi, da ima nek nagon, da je pripravljen sodelovati z nami, da se mi to potem vse skupaj naredimo, kot da je neka igra. In pa, kar se tiče pa velikosti, je najbolj, da je tako nekje srednje velik, zaradi tega, da nima velikih težav, ko prehaja ovire, ali pa da je ful težek, pa pol težko dolg časa teče. Kako pa pes išče pogrešane? Pes pravzaprav uporablja svoj nos, s tem, ko najde vonj o neke osebe, se pravi pogrešanega človeka ali kogarkoli, on je naučen, da sledi temu vonju, ko pride do tega vonja, do izvora, se pravi do človeka. Če je človek morda v kakšnem nenavadnem položaju, miruje, sedi, leži ali karkoli, ostane tam in laja toliko časa, dokler jaz ne pridem do njega. Se boste skrila? Ok. A greva? Ja. Evo. To žogico kuža dobi zato, da je nagrajen, ko te najde. To je na treningu, a ne? Sicer v živo ne, kadar pa treniramo, pa pes vedno dobi to žogico. Se pravi, ko on pride do tebe, tukaj bo lajal, v nekem trenutku se lahko odločiš, mu rečeš ja, in mu preprosto to žogico z odprto dlanjo ponudiš. Ok, se pravi. Evo, točno tako. Ja, ok, ja. Vi ga učite, da ko on zalaja, vi veste, da je on našel to izgubljeno osebo. Ja, točno tako. Pes nam z laježem pove, jaz sem našel osebo, ki jo iščemo. Ajdiči! Bravo si našla, super, čak, ima žogico. Kakšno opremo pa rabite pri iskanju pogrešanih? Ko gremo na akcijo, je ruzak. V ta ruzak pa dajemo vso to opremo, ki je tukaj. Med temi se najde, se pravi, zavrno tehniko, zato da lahko kužka recimo prenesemo, prepeljemo preko vode, preko vrvi je transportna vreča, se reče, povodec in pa povratnica za kužka. V osnovni opremi je vedno, brez tega se ne gre nikamor, je prva pomoč za človeka in za psa. Druga taka izredno pomembna stvar je čelada. Čelada nas varuje, se pravi, še posebej je pomembna na ruševini. Oprtnica za psa. To uporabljamo mi predvsem, kadar se gibljamo mogoče po nekem urbanem okolju, kjer smo na cesti in tako naprej, da je pes označen, da je viden in tako naprej. Potem uporabljamo radijske postaje, da lahko se med sabo pogovarjamo. Potem imamo GPS naprava, to je zelo pomembna, da se ne zgubimo, da vemo, kje smo. Luč, če je tema, da kaj posvetimo, sploh tudi na ruševini. Tole je mini zaščitna vreča, če nas v gozdu ujame noč. In pa tole tudi dosti pomembno, zaščitni čevlji za psa. Sploh, kadar se gibljajo po kakšnih ruševinah, kjer je tudi veliko stekla, pa keramične ploščice so zelo nevarne, tako da jim potem to zaščiti tace. Tole pa potem še posoda za vodo, se pravi, da lahko pes moramo tudi ves čas piti. Kako pogosto pa morate trenirati s psi? Ja, reševalni psi morajo kar celo življenje trenirati 2 do 3-krat na teden. Išči! Bravo! Ja, tako si videla, bravo, miška, super. Ona pa sta v bistvu ful ubogljiva pa prijazna. Ja, to so psi, ki živijo z nami, družinski psi, mi smo z njimi 24 ur na dan, vmes jih pa še malo šolamo, tako da se vsi zabavamo in oni in mi. Zaprto roko mi je pa bo. Pridno. Ja, nič več nimam, samo v roki. Sem se dala ti.